Ne vem, zakaj mi je padlo na pamet Soba 102, ampak tako je bila rima vse, kar se ne sme, se ne sme, nekim je to bilo catchy, se mi zdelo, da je dober hakl. Ko pišeš pesmico, želiš, da bo hit ali se prepustiš? Seveda, bi lagal, če bi rekel. Za vsako? Seveda, se sanjaš, da boš imel hite. Si pol razočaran, če kaj? Vedno sem pa razočaran, če ni to tako. Seveda sem, jaz ne bom lagal. Imaš skoraj vse, kar bi si človek lahko zaželel, ne? Se ti zdi, da je to pravi vtis, ki ga imamo o tebi? Nek mit se vzpostavi, če si enkrat javna osebnost. S tem se boriti, po mojem, nima smisla. Na tebe pa, da ne začneš preveč verjeti v njega, ker pa se pa zgubiš, ne? Spet lepo pozdravljeni v Mastercard podcastu Navdiha. Moj današnji gost je Jan Plestenjak. Živijo. Jan Plestenjak je slovenski glasbeni superzvezdnik. Potem, ko je študiral glasbo v Sloveniji, Združenih državah in Avstriji, se je posvetil petju in skladateljstvu in prejel za svoja nepozabna dela številna priznanja. Tudi Viktorja za najbolj popularnega glasbenega izvajalca. Je izredno priljubljen in javnost se radovedno zanima tudi za njegovo nedolgočasno zasebno življenje. Bomo danes o vsem tem izvedeli še kaj več. Jan, zelo sem vesel, da si se mi pridružil. Jaz sem tudi zelo vesel in prav veselil sem se na enega pogovora, ker si mi bil vedno zelo drag človek. Zlasti sem vesel zato, ker sem te pogrešal 1 leto. Veš kaj, jaz naredim vedno pauze. Tako po 2 leti delam turneje in potem naredim kakšno leto pauze iz razloga, da, kaj pa vem, začutim, da so mogoče tudi ljudje se morajo malo odpočiti od mene in jaz pa mogoče malo tega tempa odrov, tega naboja konstantnega in moram tudi konec koncev pesmi napisati, ne? Ker je pa kar težko na takle klik pesem začeti pisati, ne? A veš, to ni... Ti si tudi skladatelj. Jaz sem avtor, v bistvu je to mogoče, sem jaz najbolj ponosen v vsem mojih stvareh na avtorstvo, ne? Ker sam pišem in besedila in muziko in vse, ne? Kako pa pesem pri tebi nastaja? Zdaj nesrečno zaljubljen nisi vedno, ne? Ne, jaz mislim, za pisanje pesmi moraš biti zelo občutljiv človek in odprt za vse stvari. Enkrat me je en mlad avtor vprašal za nasvet, kako bi on napisal pesem, pa tako. Sem rekel, če gledaš poročila in je na poročilih nek podatek, kako je, ne vem, kmetu letno potolkel in ima hudo situacijo ta kmet in je tebi vseeno, ker to gledaš in ne začutiš in te ne prizadene, ne boš nikoli dobre pesmi napisal. In za vse stvari v življenju, ki pridejo mem, sem jaz zelo odprt in zelo jih začutim, ker je včasih tudi veliko breme, ker je naporno tako živeti. Ampak to so vse stimulacije in inspiracije za pisanje pesmi. Kako se pa pesem zgodi, je pa zelo hecen. Včasih, v zadnjem času se mi to tako zgodi, kadar se vozim v avtu, poslušam kakšno pesem, ki mi je zelo všeč, ki se me zelo dotakne, ne svojo. In me kar popelje v en svet, kadar sem v paralelnem svetu in takrat včasih se tudi ustavim ob cesti na počivališče in začnem pisati. V bistvu me stimulira druga umetnost ali pa drugi momenti, neko stimulacijo, da začnem pisati. In potem zelo na hiter napišem, jaz zelo hiter pišem besedila. A to notni zapis ali... Jaz najprej začnem z besedilom, ker meni je besedilo najbolj pomembno in se mi zdi, da je muzika tukaj samo zato, da to podpre, kar želim povedati. In zanimivo je tudi to, ne, da ta spoštovanje do pesmi moraš imeti. Ti si lahko ne vem koliko slavna ali pa zvezda, pa vse misliš karkoli. Ko poješ pesem, si manjši od pesmi. V trenutku, ko misliš, da si večji, si zafrknil vse, ne. In zdi se mi, da je ta ista resnica povsod, verjetno tudi v politiki. Ja. Nisi večji od tega, za kar si tam, a ne? Absolutno razumem, kaj želiš reči. Gre za poslanstvo, ne, ki si mu predan. Jaz ne maram, veš, te besede poslanstvo. Ne, se mi zdi, da je prepotenten. Ker poslanstvo človeštva je po moje nadaljevanje vrste. Zato smo mi tukaj in moramo to pač, jaz sicer neuspešno zaenkrat nadaljevati. Se pa ne strinjam s tabo. Ja. Mislim pa, da vsaj tako si razložim politično kariero. Ja. Ne vem, ali enako velja za pevsko, boš ti povedal. Če bi človek delal samo tisto, kar želi, ali pa tisto, kar je oportuno, tisto, kar zadovolji kratkoročne aspiracije, potem tukaj ne bi bilo nič trajnega.
poslanstvo gleda daleč čez horizont. In samo tisti, ki vidijo daleč, lahko delajo potem tudi kratke korake. Mogoče si drugače razlagava besedo poslanstvo, mogoče jo tolmačva vsak po svoje. Meni je poslanstvo... Zakaj si ti v glasbi? Veš kaj, meni se zdi, da jaz nisem poslan. Zakaj si v glasbi? Jaz nisem poslan. Zakaj si v glasbi? Zato, ker imaš rad? Zato, ker imam rad, zato, imaš ker talent. Ampak v končni fazi ti povem, da se v glasbi skoraj nikoli več ne pogovarjam, ker meni je isto, ker jem dobro hrano, ker pišem pesem, ker gledam film, ker sem danes tamle v Breki sedel. Meni je to vse isto, ista resnica. No, ampak ne boš rekel, da ti ni poslanstvo, da zabavaš ljudi, da jih osrečuješ. Poslušaj, mladi, starejši poslušajo tvoje pesmi in veliko pomenijo, se v njih sprostijo. Ja, samo ne maram poslanstvo, ker nisem poslan in nisem tako pomemben, pa nočem zdaj lažno skromnost. Ampak tako se mi zdi, Jan je pa poslan, nisem poslan. Slučajno torej delam, ljudem je to fajn, hvala Bogu, uživajo v tem. In tudi ne maram teh pretencioznih nekih umetniških, spreminjamo, nič ne spreminjamo. Mi smo tam, da v tistem trenutku, ko ljudje slišijo pesem, da se jih nekaj dotakne, da mogoče v tistem trenutku mu pomagaš skanalizirati neka čustva. In če si to naredil, si naredil že vse. Nisem jaz tukaj, da učil ljudi, kako ne živijo, kaj je prav, kaj ni. Vse vidimo tudi, kaj se na Zahodu dogaja, kako se zdaj hočejo pomen slavni ljudje dajati s tem, da se vtikajo v politiko, da pamet solijo. Zoperen mi je to, nekaj antipatičnega. Mislim, da zelo dobro razumem, kaj hočeš reči. In se zato vračam na začetek. Tam si omenjal, da gleda nekdo poročila in vidi neke družbene probleme in ne more biti ravnodušen do njih. Ampak v tvojih pesmih, vsaj tisti, ki so bolj ali manj slavne in v večini poznane, pa ni se mi zdi te družbene angažiranosti. So bolj balade, bolj so čustva, ljubezni, karkoli že, tudi razočaranja, ampak ne pa te čisto družbene angažiranosti, ki bi bila recimo v enem repu ali kaj takega. Zato ker sem rekel... Se ne čutiš poklicanega, da bi reševal te tudi nisem jaz noben superman, da ljudi učil, ker imam sam milijon napak. Tisto, kar sem ti prej povedal, ta primer, da si tudi občutljiv na družbene stvari, je pomemben samo zato, da si generalno skozi kot ustvarjalec občutljiv. Da ti ni vseeno. Da ne rečeš, to se pa mene ne tiče, briga me. Zdaj, ko si imel leto dni premora in si razmišljal in ustvarjal neke nove čudovite stvari, si opazoval svet okrog sebe? Vse. Si opazil kakšne spremembe, ki bojo vplivali tudi na to, kaj bomo slišali? Malo me boli, ker opažam, da od covida naprej se mi zdi, da je malo več nesramnosti, malo več arogance v komunikacijah na omrežjih. To pripisuješ covidu? Jaz ne vem, kaj bi bilo drug razlog. To me malo, moram reči, da prizadene. A je to ta individualizem, ki je covid ga še bolj poudaril, ker smo bili vsi sami in res vsak misli, da je najpomembnejši na svetu in samo on in nič drugega. Jaz mislim, da se je ustvarjala neka lažna iluzija, utvara, da si lahko slišan, viden samo, če si drugačen in drugačen moraš biti nesramen. Da s tem sploh pozornost... Da sploh pozornost budiš, moraš biti nesramen. To ni res. Ne. Jaz mislim, da so dokazi, da se da tudi z prijaznostjo in z ljubeznijo osvajati. Se pa strinjava oba, da sovraštvo je zelo močno čustvo. Nevarno močno čustvo. Ampak tudi ljubezen je na odličnem drugem mestu. Ampak veš kaj, tudi tako brez razloga sovraštvo nekoga sploh ni involviran v nekaj. In vsak ima občutek, da lahko vse tudi komentira in se vsako stvar dotakne. Jaz recimo vprašanje o jedrski energiji ne morem komentirati, ker nimam pojma. Torej ne bomo slišali pesmice o JEK2. Mislim, veš, lahko imam nek svoj mnenje, ki je čisto diletantsko. Ampak da bi jaz toliko prepotenten, da bom kar pametoval. A se ljudje ne znajo malo sami sebe oceniti? Nekaj znaš, nekaj ne znaš. Malo se treba oceniti, ali zdaj vsak kar vse komentira. Jaz se spomnim, mi dva se dolgo časa poznava in tudi dobro. Mene je prvič, ko sva se malo dlje pogovarjala, začudilo pri tebi to, da ni bilo recimo neke plehkosti in osladnosti, ampak da si me spraševal stvari, ki so segale na moje področje. In sem rekel, wow, to je en drug Jan, kot ga poznam. Ampak ti imaš nek imič. Ta imič vendar ni imič družbeno angažiranega Jana, kar tudi ne želiš biti, čeprav razumem. Si pa, kot človek spremljaš svet. Kot človek sem pa zelo me vse zanima. Zelo me zanima.
In veš, zakaj me zanima? Jaz se lahko s strojnikom pogovarjam in nimam pojma o strojništvu. In na koncu se držim tega principa, da recimo v mojem primeru je pesem najbolj pomembna in znam določiti center vprašanja in so včasih ljudje presenečeni, kako se lahko z mano pogovarjajo o stvareh, o katerih res pravzaprav nimam pojma. Ker je ista resnica, a veš, meni je ta univerzalna resnica, ki jo lahko preslikaš od najbolj banalnih, od hrane do operacije telesa, je neka univerzalna resnica, ko razčleneš stvari in to je zame Bog. Jaz recimo nisem klasično veren, ampak res verjamem, da je en absolut. A verjameš v dobro? Da se dobro z dobrim povrača? Ne. Ne. Oziroma verjamem, jaz pa verjamem v to. Veš kaj, ne pričakujem, da če jaz nekaj dobrega naredim, da se bo meni enkrat to vrnil. Ne, se ne narediš dobro zato, da se ti bo vrnil. Pa preprosto tako je, ker si ti dober, se bo tako zgodilo. Ja, ampak tisti trenutek, ki dobro naredim, je meni že dober. Ja, in v bistvu se mi tisti trenutek vrnil. Tako da v takem smislu verjamem. Ker delamo dobre stvari, da nam je lepo. Okay. Recimo, ko pišeš pesmico, se vstaviš, zdaj ob cesti, si dobil nek navdih, si začel pisati tekst, ne melodijo, tekst. Ja? Takrat na kaj misliš? Komu pišeš pesmico? Zase? To je pa neka fuzija en preplet. Lahko, ne vem, je del tvoje zgodbe, če sva prej sedela pa se pogovarjala, pa mogoče jo združim z eno iz mojega spomina. Dej, izberva eno pesmico, ne vem, Soba 102 ali kaj. Dej, izberva, kako je nastajala pesmica? Povej nam malo. Recimo, so hitre pesmi meni veliko težji besedila pisati kot balade. Ker moraš biti zelo enostaven in v kratkih dvovrstičnicah vsaka mora imeti svojo moč, power svoj, mi je grdo, da angleško besedo uporabim. Ne smeš biti pa banalen. In zdaj stalno hodiš po tej liniji, a boš padel v banalnost ali ne. In je zelo težko hitre besedila. Recimo Soba 102 se spomnim, ne vem, zakaj mi je padel na pamet Soba 102, ampak tako je bila rima vse, kar se ne sme. Se ne sme, nekim je to bilo catchy, se mi zdelo, da je dober hakl. In potem sem pa začel mi fantazija delati, mora biti erotičen. Kje si to delal? Mislim, da sem se v glavi jo delal, ker sem se vozil po stari cesti iz Strunjana v Portorož, ker je zelo kratka. Ampak sem takoj 4 uporne točke, 3 najdu in sem rekel, to mora biti nabrit mal, mora biti seksi, ne smem je čeza, malo skrivnosti, malo pustiti, da ima lahko unke posluša domišljijo in svojo zgodbo naredi, kako si predstavlja to. Balade pa lažji meni, ker imam tudi več časa nekaj povedati. V hitri pesmi je vse zelo hitro. Ko pišeš pesmico, želiš, da bo hit ali se prepustiš? Seveda, bi lagal, če bi rekel. Za vsako? Seveda, se sanjaš, da boš imel hite. Se sanjaš v uspehu. Si pa razočaran? Vedno sem pa razočaran, če ni to tako. Seveda sem, jaz ne bom lagal. Ne maram teh umetniških, jaz zase delam, meni je vse. To je samo beg od te je kakšen hit presenetil, ki ga nisi pričakoval? Velikrat. Recimo? Za katero pesem sploh nisem mislil, da bo hit Večje od neba, pa je en največjih hitov, recimo. Za Ona sanja v Ljubljani je recimo zelo zanimiva zgodba. Zelo zanimiva zgodba. Jaz sem bil z bivšim menedžerjem, samo cel album posnet in smo ob 2 zjutraj malo sva že imela alkota v sebi. Ob 2 zjutraj jaz njemu vrtim album in rečem, veš, tole bo pa jutr, single, jutr pošljajo na radio tole. Rekel, to je brez veze. On je pa tak freh, ne fermo. Rekel, to je brez veze. Kaj pa ti so tam? Sem rekel, ta je pa najljubša mi pesem, ampak to ni hit. To pač jebega ni hit. Ne, rekel, to moraš dati. In v tistem stanju, ko smo bila malo že vikl-vakl, sem ob 2 zjutraj klical PR-ovko in sem jo zbudil, sem rekel, jutr zjutraj sprememba. Ona sanja v Ljubljani gre na vse radije, In če ne bi takrat jaz z njim sedel, ta pesem nikoli ne prišla ven kot single, se pravi, in nikoli ne postala zelo velik hit. Tako da, hvala, Šeki mu je ime, hvala Šeki. In ko recimo poješ na odru hite, je drugačen power, ta čustva, strast je, ko začutiš publiko, dela adrenalin. To je noro. Kompletno noro. To je noro in veš, kako je tudi zdaj, recimo imam res prigarano srečo, da imam toliko hitov, da ne vem, kjer ga bom ven dal, da ne bo predolg koncert. To je res lep občutek.
Ampak na začetkih je bilo pa to grozen, jaz nisem vedel, kaj naj pojem. Jaz sem imel mogoče 2 pol uspešne pesmi in zdaj... Kdaj so bili prvi tvoji koncerti, tako da so bili koncerti? To je bilo... Jaz sem se res namatral. No. Najprej, da sem zaslužil, sem v 2 letih osnovne šole nastopil za 100 mark, se takrat spomnim, in sem jih naredil 400 v 2 letih. Kdaj si to delal v osnovni šoli? Ne, takoj, ko sem začel kariero, prišel sem že iz Amerike in sem rekel, moram dar zaslužiti in potem sem se zmenil s temi šolami in sem 400 jih v 2 letih, to je res nora številka, ne. In sem zjutraj vstajal v 5 in čist po moje skoraj vse osnovne šole po Sloveniji v Bredu, tudi take, ki je 20 učencev. In to je bila zame super šola. Koliko si bil star takrat? 20. Samo 7., 8. ali pa 21. 7., 8. razrede in oni so neizprostni. Če mi všeč. Tam ni. Se ne bodo pretvarjali. Ne bojo, se oni fine delali in so tudi to pokazali. In sem se jaz moral malo tudi te obrti naučiti, kako se s publiko dela. Ogromen sem se tam naučil. Še danes kakšne štose uporabim, mogoče nezavedajoč se, od takrat. No in potem sem tako nastopil. Potem sem imel cel kup neuspešnih, grozen prvi album, drugi album, to je bilo tako za nič, tudi slabo sem naredil. In potem sem pa nekako svojo špuro najdel. Imel sem pa ta problem. Ta špura je bila? Ta špura je bila s pesmijo Ker te ljubim, ki je bila prva moja bolj uspešna pesem, takrat je bila Martina Kajfež v videu. In sem rekel, zdaj pa, to sem pa nepreračunljiv naredil, pa se je najbolj dotaknil ljudi. Mogoče je pa prav, da jaz tako delam, ne? Ker glavni problem, ki je danes sploh zelo prisoten, se mi zdi pa v vseh vrstah, karkoli delaš, ne samo v glasbi, da v bistvu izberamo formo, preden izberamo vsebino, preden vemo, kaj je naša vsebina. Namesto, da bi najprej poiskali v sebi našo vsebino in potem mogoče rekla, privzeli neko formo, ki paše naši vsebini. Ne? In jaz sem isto napako naredil. Jaz sem pač padal na forme, takrat je bil nek rap popularen, pa sem hotel to, pa je bilo uno, pa sem hotel to. Ne? Ampak se mi zdi, da je to precej normalno. Ti si begal v glasbi, drugi v znanosti, eni v politiki. Na začetku iščeš, ne? Ja. Sej ti ni dano... Ja, mogoče ta dolga pot je pol celo fajna, ne? To sem ravno tebi tudi hotel reči, ne? Ker se mi zdi, da v enih stvarih imamo midva res eno dolgo prehojeno pot do uspehov. In tudi paralele so tukaj, ne? Ja. Je v bistvu včasih zelo težko, ali v politiki ljudem, ali v muziki, ali v biznisu, če se usede takoj na dirkalnega konja, ker ga je težko jahati. In jaz pa vem, vsaj zase, jaz sem uslička jahal, pa podija, pa vse, pa delovnega konja, prednji dirkalc prišel, ne? In me teži dol vrže, ne? Absolutno se strinjam. In tudi skušam povedati, tudi Luketu pa vsem ostalim, tukaj ta element neučakanosti v tej družbi je, ne? Skozi veči. Ja, da je treba kakšenkrat iti korak za korakom in se tudi učiti na napakah, videti napake kot zelo koristne, ne? Mislim, ne se pa tudi tolaže, da je vse drugo krivo, ker je danes velikat beg, ne, ljudi, pa je kriva mehna, Slovenija je premehna, v Sloveniji ne razumejo. Lej, če tukaj ne moreš, pa tudi tam verjetno ne boš kje drugje, ne. Lej, sej ne bova o politiki, da se govori. Ne, pa se to nima veze. Midva, ko se pogovarja, se tudi o tem, ampak nekaj ti bom rekel, ena od pomembnih rešitev za probleme tega časa je, da bomo nehali verjeti, da so za kompleksne probleme možne hitre rešitve. Tega ni. In ko bo javnost bila pripravljena sprejeti to preprosto dejstvo, da ne moremo čez noč rešiti velikih problemov, bomo znova začeli potrpežljivo in preudarno reševati in končno tudi rešiti nekatere probleme. In to, kar si ti rekel, je zelo, zelo pomembno, in ker tukaj vabim jaz ljudi, ki poskušajo zlasti mlade ljudi, nekako naučiti enih korakov v življenju, ne? V tem smislu je to velik navdih, kar si rekel. Ne? Ja, mislim pa, veš, kaj je pa sploh težko to, kar si rekel, seveda drži, ne? Kompleksne probleme rabaš čas, da pa je trenutek pozornosti zaradi telefonov toliko skrajšan, absolutno, da tudi jaz vidim, da včasih, recimo banalno, ne dam niti filmu časa, daj 3 minute, preden te neki, sem že sam postal nestrpen do čakanja. Znanost je ugotovila, da smo 7 sekund pozorni na novo novico na poročilih. To je grozen. In zdaj, kako bo kako bo politika zdaj prepričala nekoga, da je potrpežljiv, ker bojo mediji hoteli
tudi mediji ne bojo potrpežljivi, ker bojo hoteli, gremo neki noga. In ni potrpežljivosti, a ne? Ampak glej, sej to spet ni tako nov fenomen. Ti si zdaj koliko časa na glasbeni sceni? 32 let. Tako je. Ja. In tudi jaz sem bil 32 let politik. Ja. Ne nazadnje so vendarle premagala vse te skušnjave, ki so se vmes nekako rodile prav s tem trmastim stranjem, da hočeva dobro. Ne? Če to delava, hočeva delati dobro. In delala sta tudi napake. Ne? Absolutno. Ampak tudi biti samokritičen, ker brez tega ni razvoja. Jaz recimo sem naredil takrat, ko sem prvič stožice delal, je bil to takrat rekord stožic. In namesto, da bi bil jaz poln sebe, pa kot pav, da bi okoli hodil, sem se sikeril, sem naredil 4-5 napak na koncertu in sem si žal ni čutil zadovoljstvo, ampak sem pa napake popravil na turneja. Ne? Si imel kakšno krizo tako ustvarjalno v teh 30 letih? Daj malo povej o tem, kako se vam povleko. Na silo se ne moreš povleči. Enostavno ne smeš panike delati. A to je bila ustvarjalna kriza? Nisi mogel proizvajati nečesa novega, lepega? Ali pa se ti zdi tudi vse za nič, kar narediš. Ali pa imaš občutek, da se ponavljaš, pa strah, da se ponavljaš. Ampak zdaj sem ta strah dal stran, zato ker vse konc koncev je to moj podpis. Pa kaj, če se malo ponavljam, a ne? Če ti zdi, da se ti ni treba več dokazovati? Ne, absolutno se je treba. Kje pa? Ampak ta strah pred ponavljanjem, zakaj ne imel svoj podpis? Sem imaš svoj stil. Če bi pa zdaj ujet nasul 200 začimb, ki ne pašejo skup, samo zato, da je to malo drugače, bi pa bila slaba jedne. Ti imaš toliko uspešnic, se da od glasbe, rekel sem, da si super zvezdnik, se da dobro živeti. Ja. Se da dobro živeti. Ja. Tudi na tako majhnem trgu, kot je slovenski. Ja, moraš biti, pač nekaj nas, po moje, zelo dobro živijo. Mislim, nismo mi bogataši zdaj, ne? Če bi imel želje, da imam vsake 2 leta novo jahto, pa ne vem kaj vse, pa bi bil verjetno nesrečen, ker to ne morem. Ne? A zdaj nimam teh želja. Jan, ti novi mediji, ki spreminjajo tudi glasbeno ponudbo, vplivajo kaj recimo na to, kako tisti, ki ustvarjate nekaj novega, od tega tudi potem nekaj imate? Ne, odkar je digitalija, je to zelo neurejen. In tukaj te veliki monopolisti, majhne narod, zelo Italijane, ki niso majhen narod, jih orang stiskajo. In so stvari zelo neurejene. Tukaj recimo dobro funkcionira kvečem za anglosase, za latinose, ki so res ogromni trgi, ne? Pa mogoče v Aziji. No, ena stvar, ki jo pri tebi zelo cenim, je tudi ta, da zelo hočeš poudarjati slovenščino. Ja. In pišeš v slovenskem jeziku in pesmice so hiti. In ljudje jih hočejo slišati. Ja. In jih prepevajo na koncertih. In te ni nikoli zanimalo, da bi... Ali te je? Mislim, zanimalo me je, pa se mi mogoče ni dal. Še enkrat iz nule štartati nekje druge, ker vem, koliko je to enega matra. In pa si rečem, sej bomo pa še unih, 8 koncertov tam v tisti državi in kaj sem spremenil. Hodil bom, matro se bom po televizijskih oddajah, intervjuje, se grebo neki. In sem to ocenil, da je odveč. Kar se pa slovenskega jezika tiče, pa sem res občutljiv, da smo malo premalo ga čuvamo v rokcah, ker je samo 2 milijona ljudi to razume in je res pomembna stvar. Enkrat se spomnim, da sem šel na Ministrstvo za kulturo in so se že ustrašili, kaj bo zdaj Jan hotel, neki fehta ali neki. In sem samo rekel, glejte, samo eno stvar je zelo pomembna. Zdajle se globalizacija dela. Zelo velika se odvija. Vaša dolžnost je samo ena, da eno od polic ohranite za slovenski jezik. Kdo bo pa na njo prišel, bo pa borba, tako kot je v vseh drugih stvareh med nami. Ampak ne smete dovolj, da ta polica zgine. Ker to pa je za mali narod pomemben. Ne moramo se čisto obnašati tržno, ker bo jezik šel. In pa je bil čisto presenečen, da jaz nič nisem v bistvu prišel fehtati ali pa prositi. Ja. Zdaj, zate velja, da živiš srečno življenje. Ja. A sva lahko tako preprosta? Trenutki sreče so, stanja sreče ni. Ja, veš, kaj želim reči. Ja. Tako, mnogo fantov in pa tudi ti zavida, da imaš skoraj vse, kar bi si človek lahko zaželil. Ne? Se ti zdi, da je to pravi vtis, ki ga imamo o tebi? Ga hočeš tudi tako reproducirati sam? Mislim, kam imam, bodi pošten. Veš, kako je, nek mit se vzpostavi, če si enkrat javna osebnost. Pa ga ti vzpostavljaš sam ali ne? Ne, jaz mislim, da ga bolj mediji
in nehote se kar postal nek mit in zdaj s tem se boriti, po mojem, nima smisla. Enostavno ta mit tam je na tebe, pa da ne začneš preveč verjeti v njega, ker posle pa zgubiš. Ne? Ampak ne bo tam, če to ljudem všeč, pa fajn. Kaj od tega mita ni res? Že to, če čisto banalno, da si ti najbolj zaželen moški v državi, kakšna je to neumnost, ne? Čisto brez veze, ne? Ja, ti pa res ne moreš najti. Ne, mislim, to je čisto brez veze, ampak ta mit se tam zgodi, par naslov, bla, 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 in kam se je zgovoril, ne, veste, ni res, to sploh jaz tako ne mislim, čisto brez veze, ne. Gre mem, ta barčica. Najbolj mi pa gre na živce pri slavnih ljudeh, predvsem na svetu, ne, ker zdaj trend, da vsi jamrajo, vsi so žrtve. Pa vsi se spovedujejo, ja. In to je zdaj to se mi zdi tako neokusno. In s tem delajo tudi sicer pod krinko, jaz opozarjam na probleme, da bo drugim lažje. Ne, ti iščeš pozornost zase. In s tem delaš veliko škodo unim, ki pa so res prizadeti v nečem, ali pa ki so res žrtve, se jih spregleda, ker ti sebe daš na zvočnik. Ne? In ta jamranje ne trpim. Jaz sem v življenju marsikaj in zato tudi ne bom o tem govoril, ker nočem biti jamrovček. Ampak Jan, oba se pa strinjava, da seveda pri glasbi in glasbenih uspehih tudi superzvezdnikov gre najprej predvsem za glasbo. Ampak ne gre samo za glasbo. Gre za cel imidž, za prezenco. Drži? Ti si kompletna osebnost na odru, ne samo glasbenik. Čeprav najprej predvsem. Jaz mislim, da mi, ki smo neki solisti, tudi ti, ne glede na to, da si v nekem sistemu, si ti solist. Ti si predsednik, ti si to, ne? Da v bistvu izhaja zelo iz ene, se boš mogoče smejal, zelo prvinsko. Da pač imamo v sebi neko potrebo potrjevati se in s tem dobiti občutek neke moči, ki je zelo relativna in mogoče to čisto imaginarna moč, ne? Ampak verjetno izhaja iz tega, da daleč nazaj, ali pa še če živali gledamo, močnejši samci je nekako lažji samico dobil in je šlo naprej. Ne? In iz podzavesti, jaz to ne razmišljam, ampak včasih se vprašam, pa zakaj samo se rečem, pa kaj imaš ti to bolezen neki biti skozi na prvi veji, zakaj to vse? Ja, si brez veze. Ja. In si prav s tem odgovorim, da je verjetno to nek instinkt, ena potreba, ki je čisto ugrajena biološko v človeka. Ne? In je blesava na koncu. Pa kaj pol, če ni top hit? Pa kaj, če nimam rekord v dvorane tam? Čist brez veze, ne? Na koncu je brez veze. Zemlja se bo malo stresla, tako kot pes, ki pride z vode, tako le naredila, pa je vsem, kdo je Trump, Putin, kdo si, kdo sem jaz, kdo je najboljši kirurg, čisto vse je na koncu, ne? Na dolgi rok, ja, na kratki rok pa ne, ja. In zdaj si mi neki v glavo pomembnost dajemo, koliko smo vsak na svojem vrtičku pomemben. No, ampak kot si prej rekel, vseeno se trudiš. In se trudiš divje, se trudiš strastno. In vem, da je bedast to dokazovati, ampak še zmeri to delam. Ne? Tako je. No, ampak se mi zdi, da velja to za oba, no, da se trudiva to delati ne na račun drugih. To pa nikdar v življenju. Mislim, da naj to najbolj nekako oba povezuje. Ja, želiva biti zmagovalca, ampak ne zato, da bo nekdo poražen. In nikdar čez trupla do cilja. Ja. To pa mislim, da je res. Ja. In to cenim pri tvojem značaju. In tudi jaz recimo, kadar je bil kdo zelo hudoven do mene, pa zelo so mi nagajali iz fovšarije ali pa s česarkoli. Nikdar nisem se maščeval z negativo, ampak sem se maščeval z uspehom. Ali pa s tem, da sem še bolj špel kot prej, ali pa da sem še bolj kitaro igral. To je sladek, sladka zaušenca nazaj. Ne? Ker kot povsod tudi v glasbeni industriji zavist je, ne? Seveda, se je konkurenca. Tako itak, ampak pa nas imamo še eno zavist v Sloveniji, ki je, rekel Boscarol, je rekel, da vse Slovencu prosti samo uspeha. Ne? To je kar resno. Čeprav imamo tukaj izjeme. Ti imaš športnike, katerim je dovoljeno biti uspešni. Ampak v trenutku, ko se pa pojavi naslov v časopisih, koliko je zaslužil, če je dobro zaslužil, je pa že problem. To je že res. Je pa že problem. Ampak njim je nekako dovoljeno, da so superzvezdniki. Potem ste že tukaj kmalu glasbeniki, ampak ne več v enaki meri. Ne, seveda ne. Potem pa so zelo daleč znanstveniki in poslovneži, politikov pa tako rekoč ni. Jaz pa mislim, da v show biznisu ste vi
prve zvezde, moram reči, da smo v nekem takem času. In meni je to čisto ok, ker tudi rad spremljam in mi je tako, da bi gledal en zelo dober reality show, ne? Nočem podcenjevati, ampak je res zabavno. No, jaz v moji knjigi pišem, da tisti, ki se odpravi na politično pot, seveda mora imeti neko idejo, mora biti zvest tej ideji, jo mora videti, vem, da ti ne bo všeč kot neko poslanstvo, da dela za skupnost, ne? Ampak če hoče biti uspešen in to na dolgi rok, mora biti še vse kaj drugega kot samo to. Mora imeti neki imič, mora imeti neko prezenco, se mora znati predstavljati javnosti in vsak dan je to vse težje. Pri vas je pa sploh težko, ker v nekem sistemu moraš funkcionirati in se veš, čim je inštitucija, imaš ti tudi veliko takih in takih ljudi. In ti moraš z njimi znati plavati. In to, recimo to, kar si ti sposoben v svoji karieri, jaz ne bi bil, jaz bi hitro počel, ne. Mislim, to je eno posebno znanje. Ampak, veš, kaj sem še razmišljal, kako prej si rekel, o zvezdnikih, junakih in tako. Da v bistvu v Sloveniji nimamo junakov filmskih. A si ti to predstavljaš? Mi imamo Kekca, ki je otroček, ne, ki je simpatičen. Imamo nejočega Petra. To je spet en otroček. Zakaj v Sloveniji imamo enega, recimo Sebastijan Kavaca, ki je frajer, dober tip. Zakaj ga niso... Imamo psička na vrsti. Ampak zakaj ga nikoli niso dali v pozicijo? Ok, Slovenci imamo dobrega tipa, on bo v filmu frajer, on bo vladal stvari, on bo junak. Ne, v bistvu imamo samo Martina Krpana, ki je pač izmišljen. Ampak, tle so stopila na spolzek teren, ker jaz sem pa malo filmofila. In se mi zdi, da je treba kar pohvaliti slovensko filmsko produkcijo in da se kar zelo trudi in da je stopila iz nekih ortodoksnih pričakovanj, da mora vedno ponujati neke strašne resnice, ne? In da je začela biti zabavna, gledljiva in to vse v slovenskem jeziku. Ampak se sramujemo mainstreama, sramujemo se junakov. Drži, do neke mere. Tudi ženske izvajalke se bojijo preveč seksi obleči. Zakaj misliš, da smo Slovenci tako zadržani do super junakov povsod, recimo temu, ali pa do avtoritet? Je to stvar vzgoje? Ne bi rekel. Mislim, da smo vzgojeni v tem, da spoštujemo. Ne? Spoštujemo, ampak... Se ti zdi, da je tukaj neko nezaupanje, ki izhaja iz zgodovine, da nočemo priznavati gospodarja, ker nam noče dobrega? Ali pa mogoče, jaz ne vem, mogoče čisto smemo darov, mogoče zato, ker zgodovinsko imeli smo tudi borbe in da smo se obdržali, ampak ne vem, če so bile pa toliko do konca, da smo na zadnji nitki za svoje preživetje se morali boriti. To pa ne vem, to mogoče ti zgodovinsko bolj veš, jaz, ne. A veš, da se toliko poenoti ta moment in toliko svoje ljudi znaš ceniti in jih dviguješ in jaz... No, jaz nimam tako slabega mnenja o našem narodu in skupnosti. Zdaj si rekel, da je slabo. Ne. Kot večina drugih sem želel reči. Mi smo zelo hitro kritični sami do sebe. Mi smo ustanovili svojo državo, Jan. To je izjemna stvar. Na zemljevid. Naš jezik je uradni jezik Evropske unije. Mi si ne dovolimo priznati, biti malo ponosni, veš. Ampak na koncu pa dovolimo, da na nekem Netflixu ni slovenskih podnapisov. To pa dovolimo. Ali pa da na iPhonu šele zdaj so uvedli slovenski meni. To pa kar dovolimo, ne? No, ampak pojmo nazaj k tebi. Ti si na svojem področju nek superzvezdnik, vendarle. Come on, ni treba biti... Nisem nič skromen. In to je nek navdih za mnogo mladih ljudi. Jaz upam. Deklet in fantov, ki te gledajo in si mislijo, jaz bi bil Jan, pa ne samo glasbenik, jaz bi bil Jan tako, kot je Jan. Ko ga vidim, je srečen, je vesel, se razdaja. Jaz res upam. Jemliš to kot neko odgovornost od njih ali ne bi želel biti preveč pokroviteljski? Če si znan, zakaj bi imel ti odgovornost kot ustvarjalec? Sej, ko sem jaz rekel, da ne želim biti moralna avtoriteta, sem imel kar velike težave v politiki. Ker imava tudi tukaj glede tega podobno pogled. Ne želim učiti, ne želim biti pokroviteljski. Zakaj pa? Sej tudi jaz naredim napak. A zdaj pa, če jaz ne vem, bom šel 10 km/h prehiter, pa bom dobil prekršek, je pa to trikrat bolj grozen, kot če tamle en drug, ne. Ne, isto je grozno, ne. Zakaj bi se jaz mogel zdaj tresti? Se zgodi. Plačaš kazen, vse se isto zgodi in konc, ne. No, vrnva se glasbi. Ti pišeš pesmico, najprej napišeš tekst. Že takoj veš, ali je tekst tisto, kar si želel povedati ali ne, in potem, kako poiščeš melodijo. Zdaj govoriš z nekom, ki o tem nima blage zveze. Vzamem kitaro
in začnem pet, najprej mogoče kitico, ali pa včasih direkt refren. Na klavir ne greš? Potem pa, če preveč zapadam v kitaro, pa rad grem na klavir, ker sem slabši pianist, ker sem kitarist. In niso stvari pod roko in me to sil, da ne postanem klišejski, ker v kitari že vse to pod roko, da je to kar laufa in včasih pol vidiš, da se ponavlja vse. Ne? In si zapisuješ potem? Ne, pa že takrat še ne, zapomnim si. Si zapomniš si? Ja. Refrenček ali... Ja. Pa posnamem na telefon, notiram pa že dolgo ne, ker je preveč zamudno in raje posnamem na telefon. In koliko časa potem potrebuješ, da izdelaš te detajle in rečeš, to pa je zdaj za narediti demo? Ali pa no, potem, ko je pa pesem stoji, lahko se to zgodi, sobo 102 sem muziko in tekst naredil po moje v pol ure, 40 minut. Vse. Mogoče sem kakšno malenko spoj spilu. Kdaj se pa matram s kakšno pesmijo, lahko 3-4 mesece. A je običajno tako, da če napišeš nekaj na hitro, da je boljš? Da je boljš. Skoraj zmeraj. Ker podobno je pri političnih govorih. Ja. Če ga ti vržeš na papir, skoraj gotovo bo to sjajen govor. Ja. Ker si ga imel v glavi, si ga imel, a veš, če pa se matra z njim, slej skoraj siguren bo... Ampak, kaj se tebi daj zgodi, da pa, ne vem, zvečer ali pa pred spanjem dobiš idejo od neki zagovor ali kar za svoj nastop. In ga pol čez noč. In se ti zdi genialno. Aha. In zjutraj vstaneš in prebereš. Kakšenkrat si jaz sem imel doma zvezke, zdaj jih nimam več, v katere sem si kakšenkrat pred večerom ali po noči, ko sem razmišljal o govoru, sem si kaj zapisal. In kakšenkrat se je zgodilo, da se mi zjutraj neka misel ni zdela dobra. Ampak praviloma so se mi zdele kar v redu. Problem je bil v tem, da jaz blazno kracam in nisem znal prebrati. Ja. Drugače pa, ne, so moji najboljši govori v bistvu nastajali dolgo časa, ne, da bi sploh vedel, da bi mu govor o tem. Ja. Razmišljaš o tem. Ja. In potem običajno sem res fantastičen govor napisal tisto noč, ko sem na pol spal. In ko sem prišel zjutraj, sem samo takole. In ko sem ga bral ali pa govoril, sem ga govoril zažalim. Ja. Ampak saj pravim, a veš, to vprašanje, koliko časa pišeš, cel življenje pišeš, to si ravno zdaj ti povedal, ne? Mogoče sem jo napisal v 15 minutah, ampak sem jo cel življenje pisal. In zdaj, ko se vračaš nazaj, boš, s čim bi se rad izpovedal? Zdaj se vračam na odre, zdaj bom v eni prenovljeni dvorani, prekrasni v Ljubljani, ne smem še povedati, to bo moja vrnitev tja na odre in tudi v Mariboru bom. Zdaj bom imel letno tako po 17-18 koncertov, 2 leti. Zmanjšal sem število koncertov, včasih delal 30-32. Rad bi, da je manj pa res vse izbrano in prav narejeno. Manj v kakšnem smislu? Manj koncertov? Manj koncertov, ja. A ti je vseeno, ali igraš za malo ali za veliko publike? Vseeno je pa drugače. Je pa drugače, ja. Enako je pri politiki. Ker je majhna publika, je več detajlov, več... Fines. V bistvu zahteva celo več truda, kot če je velika publika, na svoj način. Ne? Na svoj način, ki je pa velika, je pa vse na energijo. Vse dela na energijo. In tudi jaz si predstavljam publiko kot eno telo. So noge, glava, roke, vse moraš... A si ti toliko zbran na odru, da premoreš tudi to, da gledaš ljudem v oči, ko poješ? Ali je zelo to redko. Zelo redko. To terja ogromno energije. Ne, zato ker nočem, da bi fokus zgubil. Vse pravim. Zbranost. Nočem fokusa zgubiti in je zelo pomembno, kako tudi ti, če je velika publika 5, 7, 8 tisoč ljudi, kako ti ne zanemariš nobenega dela. Ampak to pomeni, da ti, ko poješ, ko gledaš v prazno? Ne. Gledam v eno celoto. Ja, seveda, ampak ne vidiš nobenega posebej, vidiš vse. Tudi vidim, seveda, se včasih zgodi, pa veš, pa fant da kakšno punco naštupa ramo, pa una, veš, da jo pogledaš, a ne. Logično. Da bi pa se fokusiral z nekom, pa ni v redu, ker drugi začutijo, da nisi z njimi. Razumem. Neverjeten je to občutljiv in neverjeten z eno napakco energetsko, ki ti pade, ali pa da padeš malo v avtopilota za pol pesmi. Rabaš 5-10 minut, da izpraviš nazaj, da smo skupaj spet. In to je tak naboj. Že to je umetnost. Nastop je umetnost. Ne vem, kaj je umetnost. No, mislim, terja neko spretno znanje, energijo. Predvsem ne moreš, vse so tudi štosi, ki jih uporabiš, obrtni, ampak če nisi čisto odprt, da nimaš srce takole na rok. Daj mi kakšen štos.
Hitro. Ja, ne smem povedati, pol Ja, dej, no. rekla. Samo zame, za prijatelja tvojega. Ne, recimo, že zelo pomemben je, koliko doziraš pauzo. Lahko sred pesmi jaz prekinem na nekem breaku, tak, in koliko zdaj čakam, oni bi zdaj že, in koliko jih jaz vlečem, koliko časa. In oceniti, da ne bojo zdaj oni čiste, da jih nož zgubil, ampak da jih bo to dvigoval in takrat udariti in je še 3-krat večji naboj, recimo, a ne? Ali pa ne vem, čist banalna stvar, roke takole daš, ne, v nekem momentu in to nekaj naredi, nekaj se zgodi, a ne? Taki mehni, moraš pa vedeti, da in kako in čutiti, zato moraš pa čutiti non-stop. Ne moraš imeti 3 kondome čez dušo, a ne moraš imeti, ti moraš biti, si zato tudi bolj ranljiv in jebi ga, pač imaš rano, pa imej brazgotine od življenja, pa saj veš, da si en življenje molne. Ali pa drugače si pa brez ran in kaj na smrtni. Joj, škoda, da nisem to, joj, to bi še. Jaz mislim, da te težave ne bo na smrtni posli. Dej, opiši nam kakšen trenutek, res imel si fenomenalne koncerte, ampak da je bil res, izcedek vseh čustev, da se ti je res del, da si na vrhu sveta. Dej, ta občutek nam, kje se je to zgodilo, kdaj? To se je pa tokrat zgodilo. Da, enkrat nam dej. Ne, tokrat. Enkrat mi dej. Ker je bilo tokrat, se boš toliko lažje spomnil enega. Mislim, ne bom rekel, da je bilo zelo čustveno, je bilo to, kar se je zdaj na zadnji turneji zgodilo, ker je bilo zelo hudo zame, ker jaz sem imel v petek koncert v Cankarjevem domu in predtem, razprodan je bil in predtem sem imel COVID in sem bil čist brez glasu in en dan pred koncertom nisem mogel niti pol pesmi doma na klavirju zapeti in drug dan je pa razprodan koncert. In smo COVID še? Lih konc COVID-a, ne. In pol na koncu jaz rečem, nič bom Medrol vzel, to je kortikosteroid, ki utekline v telesu skupaj potegne, a ne, in bom molil, da bo jutri glas, ne, ampak ne vem, če bo. In nekako sem ta koncert oddelal, sicer sem med pauzam se obračal pa kašljal, ne, in to oddelam, ok, je bilo lepo, tudi ljudje so razumeli, jaz sem rekel, lejte, jaz sem imel virozo, malo bom pokašljal, ne. In drug dan pa 12,000 ljudi na Kongresnem, in po noč pa dobim klic, da je moj brat umrl, a ne. In že ta Cankar oddelati je bilo res noro pressing zaradi glasu, zaradi vsega. In mama je rekla, sem rekel, mama, zdaj prijem, je rekla, danes pa moraš za našega doma pet. Ker drugače mogoče celo bi odpovedal. In moram reči, to je bilo pa mogoče neverjetno je bilo tudi lepo, kako so ljudje meni, 12,000 ljudi je dal neko, poslušali so, ko sem vmes govoril. Tako je bilo, to je bilo pa edinka. A si kaj odobno govoril tudi? Nisem hotel preveč, eno pesem. Ampak so imeli občutek, da... Vedeli so, ker je bila... Vedeli so ti pustili čustovati, s tabo so bili... Ja, in veš kaj je zanimivo, da 12,000 ljudi, ki so prej rekli, je energija. Zdaj sem imel pa edinkrat v življenju občutek, da pojem pa res 10 ljudem, ne. Toliko so bili intimni do mene, pa 12,000, ne. In to je pa koncert, ki ga pa res ne bom pozabil. In moram ti reči, 4-krat, 5-krat vmes sem se kar zlomil, pa sem vsem spelil, no. Tisti je bil poseben dan. Zelo, tisti je bilo težko. Kakor je žalosten, je bilo tudi lepo od ljudi, da so mi dali tako podporo, neverjetno. Ampak, in to ni paralela, in tudi ne vem, če je primerno, da to rečem zdaj, ne. Ampak, ko recimo politik govori na pogrebih, ne, ja, je to zame bil vedno v bistvu privilegij, da so mi pustili čustvovati na moj način in da sem lahko v popolnem miru mirno povedal nekaj lepih misli o pokojniku. In nikoli se mi zdi drugače, tudi pri najbolj navdihujočih govorih, ne naletiš na eno tako ambient čustveni, kot naletiš pri pogrebnem govoru. To je neverjetno. Mislim, tako je, jaz ne bom nikoli pozabil. Moj
najlepši govor, lepši, je bil, ko smo imeli pogrebno slovesnost za žrtvami iz Hude jame v Mariboru. Ko je bilo tam 5-6 tisoč ljudi na pokopališču, mikrofonija je bila fenomenalna, in jaz sem lahko po popolnem miru mirno govoril in 6 tisoč je bilo popolnoma tiho. A ni noro to. In to je ta se je zdelo, da smo se dejansko vsi usedeli v to žalost na nek način, pa tudi na način srečo, da smo končno opravili nekaj, kar smo 75 let zamujali. Ja. No, se ne vem, če je bila to dobra paralela. Ne, ti si tukaj veliko delo naredil, absolutno. Pa v končni fazi, ne vem, zdaj verjetno tam ni bilo tvojih prednikov, ne vem. Ne. Ampak kako si tudi ti odprt človek, da si začutil od teh ljudi, ki pa so tam bili s tem razlogom, ti si začutil njihovo zgodbo, njihovo žalost, njihovo pogrešanje. Veš kaj, jaz sem potem večkrat ponavljal neko misel, ki mi je eden od njih rekel, da je v življenju zelo pomembno, da začutiš bolečino drugega. To je zelo pomembno. Ja. Čeprav si včasih nemočen, je že dovolj, da jo začutiš, nemočen si pomagati. Kaj boš v takem trenutku človeku? Lahko objameš. Ampak mogoče pa v kakšnih drugih trenutkih, pa ni treba, da je tako velike, izresne žalosti, pa tvoje pesmice pomagajo komu. Se zavedaš tega? Moram reči, da enkrat je prišel en gasilc, v Zagorju smo imeli koncert in je bil v upravi, ker so oni tudi neki čuvali prizorišče in je rekel, Jan, jaz se pa zaradi tebe nisem samomora naredil in jaz tako šokiran. Je rekel, veš, barka iz perja, jaz sem se ločil, otroci, drama, nisem mogel otrok videti, jaz sem bil čisto uničen, jaz sem bil na tem, da skočil in sem na tvojo pesem mislil, da se ne smem pustiti. In potem sem si rekel, jaz sem ga objel, sem rekel, pa mogoče, če je pa to vse, kar sem v 32 letih naredil, dosti je, sem zadovoljen. Ja, precej ganljiva zgodbica, Jan. Mi dva bi se lahko še veliko pogovarjali, ampak bo še priložnosti, ker bo še ustvarjal. Z velikim veseljem. Želimo, da bi bil še naprej tako na en način zabaven, na drugi strani občutljiv, pa še vedno tako malček. Ti misliš, da nisi malček prepotenten, malček ta alfa. Ne, si malo sem. Ja. Ne, priznam jaz. Ampak veš kaj. Da ti še naprej malo zavidali in tako naprej. Ampak veš kaj je važno. Ne nas razočarati. Ne, važen je, da je, če je samozavest, da je prigarana, da ni na steroidih. Pa da ni proti drugim. In da ni proti drugim. In tudi jaz moram reči, da si ti tudi zgled, kako se lahko združuje ljudi in sprejema mogoče tudi stvari, v katerih sam ne misliš, da je čistko in je treba tako živeti, v enem sožitju in to si vedno poudaril in mislim, da si s tem eno zelo veliko stvar naredil, poleg drugih, ki si jih tudi. Jan, jaz sem bil zelo vesel, da si se odzval mojemu vabilu, sem se hvaležen. Mislim, da tudi naši gledalci, poslušalci, poslušalke bojo zelo vesele, čakamo zdaj tvoje nove pesmice. Ja, zdaj se vidimo na odrih. Ja, tvojih starih uspešnic ne bomo nikoli pozabili. Na koncu ti povem eno zgodbico, pred časom sem eno simpatijo, s katero sem se vozil v avto in vedno znova sem mogla poslušati ten tvoj komad. In pol sem jaz trpel. Ne, jaz sem pol utihnil pa rekel, kaj pa zdaj nič ne rečem, sem rekel, ne vem, v treh smo tukaj. In je pol razumela. Ampak je bilo lušen. Ljudje te imajo radi in jaz tudi in sem srečen, da sva prijatelja. Hvala, dragi Boris. Zdravo. Živijo. Mi pa se vidimo v naslednji epizodi. Srečno.